Pozdravljeni. Kakšne so moje osebne napovedi za letošnjo sezono svetovnega prvenstva Formule 1? Marsikoga verjetno zanima, kakšno je moje videnje glede na prihajajočo sezono 2026. Pred nami je velikanska revolucija na tehničnem področju, spremembe na aerodinamiki in spremembe, kar se tiče samih pogonskih sklopov. In kot običajno, kot sem že mnogokrat povedal poprej, sam sem previden in skeptičen. Nisem tako navdušen kot nekateri, ki v takšnih revolucijah vidijo nekaj fantastičnega. Predvsem me skrbi to razmerje moči, ki jo lahko zasledimo pri samih pogonskih sklopih. Termični del bo imel v sezoni 2026 približno 55% moči, medtem ko električno-hibridni del preostalih 45% moči. In nekateri bi lahko odkrito dejali, pa kaj, saj izgleda v redu. Zadeva je bolj enostavna, izničili so toliko osovraženi MGU-H. A treba je povedati, da res bolidi se bodo spremenili. Ampak proge ne. In na tistih progah, kjer smo v preteklosti videli, kako so imeli težave uskladiščiti dovolj veliko količino energije, bomo sedaj imeli to porabo pomnoženo približno krat 3. In tu bo verjetno tista točka, kjer sem sam najbolj skeptičen, kako bodo enostavno bolidi napolnili baterijo. Znalo bi se zgoditi, da pravzaprav bomo gledali, kako bodo večjo pozornost posvečali temu, da bodo na določenih delih izpustili stopalko za plin, kot da bi šli na poln. A to je ena izmed tistih skrbi, ki sem jo že mnogokrat izrazil. Druga točka, mimo katere ne moremo, je verjetno ta, da v sezoni 2026 bomo verjetno zadnjič videli določene voznike na štartnem razporedu. In tu ne govorimo o kakšnemu Franku Colapintu ali pa na primer Niku Hülkenbergu. Govorimo o Fernandu Alonsu in o Lewisu Hamiltonu. Fernando Alonso se bliža tisti starosti, kjer bo resno, nujno in neizbežno potrebno začeti razmišljati o upokojitvi. Čeprav nekateri govorijo o njem kot o nekem nesmrtniku, pravzaprav gre za neko auro, ki jo ustvarjajo novinarji. Tudi Fernando Alonso ni več tisti, ki je bil pred 5 ali pa 10 leti. In tu verjetno marsikdo bo dejal, da je Lewis Hamilton na isti poti, čeprav je mlajši. A Lewis Hamilton je eden izmed voznikov, ki dobesedno ni prebavil bolidov s stalnim efektom in sedaj ima verjetno zadnjo priložnost, da zadeve obrne v recimo temu pravo smer. Bomo videli, na primer, preporod Ferrarija, tam dvomim. Ampak ne zato, ker bi bil sovražno nastrojen do ekipe iz Maranela, ampak zaradi tega, kot sem že mnogokrat poudaril, ker je več inženirjev odšlo, kot jih je prišlo v to znamenito ekipo. In če so v predhodnih sezonah bili sposobni sestaviti povprečne ali malce čez tisto povprečje dobre bolide,
kaj bi lahko pričakovali sedaj. Če prej ni bilo presežkov, zakaj bi jih lahko videli tokrat? Ampak lahko bi dejali, da iskreno lahko pričakujemo vzpon vsaj dveh ekip. Tovarniške ekipe Mercedes, ne zato, ker bi napravili kaj nepoštenega na področju samih pogonskih sklopov, ampak ker so sezono 2025 dobesedno žrtvovali z bolidom, ki ni bil nekaj ekstremno fantastičnega, in seveda Williams, ki je bolid praktično ustavil s svojim razvojem v prvem delu lanske sezone. Tako da ti dve ekipi sta ogromno tako časa v vetroniku kot simulaciji CFD posvetili novi generaciji bolidov. Po drugi strani imamo McLaren, ki je seveda osvojil zadnji dve prvenstvi, ampak razvijal svoj bolid dokaj pozno. Red Bull je bila pa verjetno ekipa, ki je do zadnjega verjela v naslov svetovnega prvaka med vozniki in Maxu Verstappenu dajala izboljšave, dokler je bilo to smiselno. In to bi se znalo poznati na letošnjem bolidu. Poleg tega je Red Bull tisti, ki bo prvič rabil svoj pogonski sklop, to se pravi Red Bull Powertrains, ki bo plod lastnega znanja in ne kupljen od nekega zunanjega dobavitelja, tako da tu verjetno bomo videli precejšnje spremembe. Med onimi tam zadaj bi lahko mnogi izmed vas pričakovali vzpon Aston Martina. Ampak treba bo počakati in videti, ali so vsi ti nakupi, te spremembe, te revolucije sposobne pripeljati do tistega, kar si mnogi želijo, tako v pedoku, kot tudi doma pred televizijskimi zasloni. Sam bi bil raje malce skeptičen, kot da bi pravil, da bo sedaj Aston Martin pretendent za naslov svetovnega prvaka. Ima težave pri vozniški zasedbi, kar sem omenil že malce prej, in tudi potrebno je dati ekipi nekaj časa, da se vsi kadri lepo vklopijo v delovanje. Seveda Adrian Newey zna napraviti dober bolid, ampak ni nujno, da bodo pri Hondi v prvo sestavili dober pogonski sklop. Spomnimo se, na primer, kaj se je zgodilo leta 2015. V Formulo 1 so vstopili leto kasneje od ostalih z turbohibridnimi pogonskimi sklopi in rezultati daleč od tistega, kar bi lahko imenovali dostojno. In seveda zato obstaja še zmeraj malce skepse glede vsega tega projekta, ki ga vidimo kot Aston Martin Hondo. In tu je treba povedati, da pravzaprav pričakujem, da bomo lahko videli na vrhu voznike, ki verjetno v očeh mnogih navdušencev niso med favoriti. In prvi je zagotovo George Russell. Russell je seveda v letih pokazal, da je znal dozoreti in da bo morda naslednje leto prav njegovo. Pričakujem, da bo Oscar Piastri napravil seveda tisto, kar lani ni bil sposoben, drugače bo zanj bolje, da bo zamenjal okolje. Tudi za Charlesa Leclerca predvidevam, da bo morda leto 2026 zadnje v skuderiji Ferrari. Tako da že nekako od polovice sezone naprej bomo lahko videli kar zanimivo dogajanje na tisti tržnici samih voznikov. Veliki premiki se obetajo med sezono 2026 in 2027 in res bo zanimivo videti, kaj se bodo določene ekipe, določeni vozniki odločili. Sezona pred nami zna biti izjemno zanimiva z ogromno novostmi, ampak ne glede na vse, ni nujno,
da bo vse tako fantastično, vse tako pozitivno, vse tako navdušujoče. Marsikaj glede na novosti zna biti tudi vir velikih težav. In sam se sprašujem, kolikšna bo zanesljivost vseh teh novih bolidov, vsaj na začetnih dirkah. Tudi to bo eno izmed vprašanj. Ampak, seveda, če smo malce previdni, lahko nekako vidimo, da pravzaprav bo prišlo do novega razmerja sil, kjer so nekateri morda preveč resursov porabili v sezoni 2025, da bi lahko ohranili prednost tudi v sezoni 2026. A verjamem, gre za moje osebne napovedi. Mnogi navijači so prepričani, da prav njihova ekipa, njihov priljubljeni voznik bodo letos dosegli svoje. In sam vam to tudi iz vsega srca želim. Kaj bo, bomo pa videli skupaj. Za danes je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.